Zbrali smo se kot zahteva, da se prekine privatizacijske postopke z odtujitvijo državnega premoženja. Predvsem vidimo problem v upravljanju, ki narekuje, da ni drugega izhoda kot prodaja, kar ni res. Če ne znamo upravljati s podjetji, kako bomo upravljali z državo? V Vseslovenskem združenju malih delničarjev podpiramo gibanja in društva povezana v skupnost proti razprodaji v toliko, kolikor dejansko kaže, da se z nekaterimi postopki po nepotrebnem hiti, da so peljani na neustrezen način, netransparenten način in da so prekoslej v škodo državljanom, državi, tej skupnosti in njeni perspektivi nasploh. Zato bi si želeli, da se vendarle upošteva ustrezne kriterije, kolikor že do prodaje in do strateških povezav prihaja. Temu načeloma sicer ne nasprotujemo, vendar pod popolnoma drugačnimi pogoji. Prvič in najprej naj se, kolikor se deleži države prodajajo, ti ponudijo državljanom pod ustreznimi pogoji, glede na to, da so doslej precej prispevali tako imenovani sanaciji in nenazadnje, da gre za premoženje, ki izhaja iz nekdaj skupnega družbenega premoženja. V zadnjem času smo se v združenju predvsem posvetili primeru Nove kreditne banke Maribor, uničevanju kapitalskega trga, ampak v tem primeru smo ravno pred nekaj dnevi vložili pobudo za začasno odredbo v procesu prodaje te banke. Najprej je bilo namreč sporočeno, da je potrebno prodati do konca leta 2016, zdaj pa se nam vse bolj očitno zdi, da obstajajo posebni interesi za to, da se s to prodajo hiti pod pogoji, ki več kot očitno pomenijo, da bi utegnila biti prodana na način, ko bi kupec takoj po samem nakupu lahko iz nje vzel vsaj 100 do 150 milijonov evrov, ne kakršnega koli kredita, pač pa z podkapitalizacijo oziroma iz naslova tega, kar je bilo v zadnjem času vloženo strani države oziroma davkoplačevalcev v to banko. Upajmo, prepričani smo, mi si bomo prizadevali naprej, da bo tudi ob drugih civilno-družbenih gibanjih, društvih in iniciativah prišlo do tega, da bomo na ustreznejši način uspeli upravljati s tistim, kar je podstat, ne samo za našo sedanjost, pač pa predvsem za prihodnost. Namreč izkazalo se je skozi čas, da je ne glede na ideologijo, ne glede na politiko, ali je leva ali je desna, očitno interes nek drug. Imeli so vsi priložnost in možnost, da dejansko izboljšajo postopke, zakone, predpise, a so raje na položaje postavili svoje ljudi, ki so jim pač v neki vlogi očitno bolj koristili, kot pa da bi uredili odnose.